Življenje po smrti. Resnica o ovicah, nebesih in peklu. Kazni v peklu. Dragi prijatelji, včeraj je brat Andrej pripovedoval o tem, da pekel je. Toda kakšnemu trpljenju so izpostavljeni pogubljeni? K temu raziskovanju nas ne žene prazna radovednost, temveč želja, da bi poslušali Kristusov nauk in nauk Cerkve v duhu vire. Bog nas kliče k odgovornosti in nam hkrati zastonj ponuja svoje usmiljenje. Narava trpljenja v peklu izhaja iz narave greha. Smrtni greh je sestavljen iz zavrnitve Boga in neurejene navezanosti na ustvarjene stvari. Namesto Boga imamo raje materialne dobrine, užitek, oblast, čast ali vsebičnosti do sebe samega. Zavrnitev Boga je kaznovana s pogubljenjem, z odsotnostjo Boga. Neurejena navezanost na ustvarjene stvari je kaznovana s trpljenjem čutov. Kazen čutov. Začnimo z drugo vrstjo kazni, s kaznijo čutov. Že samo v Matejevem evangeliju nam naš Gospod skoraj 30-krat spregovori o tem, naprimer: Kakor torej pobirajo ljuljko in jo sežigajo v ognju, tako bo ob koncu sveta. Sin človeka bo poslal svoje angele in pobrali bodo iz njegovega kraljestva vse, kar je v spotiko, in tiste, ki ravnajo nepostavno. Vrgli jih bodo v ognjeno peč. Tam bo jok in škripanje z zobmi. Jezus v Markovem evangeliju pravi: Če te tvoje oko pohujšuje, ga iztakni. Bolje je zate, da prideš z enim očesom v Božje kraljestvo, kakor da bi imel obe očesi, pa bi bil vržen v peklensko dolino, kjer njihov črv ne umre in njihov ogenj ne ugasne. Kaj je ta ogenj? Evangelij nam govori o Lazarju in hudobnemu bogatinu, ki se znajde na oni strani in govori: Silno trpim v tem plamenu. Po klasičnem nauku očetov, ogenj ni zgolj prispodoba. Že pred vstajenjem s telesom duša pogubljenih pozna določeno trpljenje, ki je materialnega izvora. V času življenja je duša povezana s telesom. Podobno so duše pogubljenih povezane z materialnim, z ognjem, ki jo muči kakor trajna ovira, ki onemogoča svobodno delovanje. Po vstajenju in poslednji sodbi na koncu časov bodo pogubljeni prejeli telo, v katerem bodo trpeli. To bo gorelo, a ne bo uničeno, ampak bo večno trpelo. Ko pogubljeni izgubijo Boga, izgubijo tudi dobrine drugotne narave. Duša je prikrajšana za počitek, tolažbo, svetlobo. Sveta Terezija Avilska je nekega dne doživela videnje pekla. Bilo je strašno videnje, ki ga je razumela kot velik Božji dar. Vhod je bil podoben zelo dolgi in ozki ulici. Zdel se mi je kot nizka, temna in tesna peč. Pod nogami sem imela zelo umazano lužo, ki je razširjala kužen smrad in je mrgolela od ogabne golazni. Na skrajnem koncu je bila v zidu vdolbina, stenski omari podobna, in v tej ozki vdolbini sem se znašla. Kar sem videla in tu le nepopolno opisala, pa je bila prava malenkost proti temu, kar sem tam občutila. Mislim, da ne bi mogel nihče niti približno opisati, kaj šele doumeti, kaj sem tam v resnici trpela. V duši sem čutila ogenj, ki o njem nikakor ne morem povedati, kakšen je bil. Hkrati so me mučile nevzdržne telesne bolečine. Videla sem, da bi te muke trajale brez konca in kraja.
Na tem kužnem kraju, kjer je upanje na tolažbo izključeno, ne moremo ne sedeti, ne ležati. Zato ni prostora, čeprav sem tičala v tisti luknasti vdolbini v zidu. Še zidov je prava groza, za oči je pritiskalo name, kakor me je tam sploh vse dušilo. Svetlobe ni, vse je v globoki temi, zato mi je nepojmljivo, da kljub pomanjkanju svetlobe vidimo, kar je za oči huda muka. Predstavljajte si, da bi preživljali pekel s tem odvratnim bitjem, ki nam povzroča trpljenje. To je naravnost srhljivo. Vendar to ni glavna kazen pekla. Vrnimo se k glavni kazni v peklu, kazni pogubljenja, ki je kazen odsotnosti Boga. Kazen pogubljenja. Duša se je odvrnila od Boga in izbrala za svoj končni cilj nekaj ustvarjenega, toda človek lahko najde neskončno srečo, po kateri hrepeni samo v Bogu. Zato se v tem stanju znajde v strašnem trpljenju. Katekizem katoliške cerkve pravi: glavna kazen pekla obstoji v večni ločenosti od Boga, samo v katerem more človek imeti življenje in srečo, ki je bil zanjo ustvarjen in po kateri hrepeni. Pogubljeni se zaveda, da se je dokončno in nerazumno odločil za greh. Čeprav je ustvarjen za Boga, je za Boga prikrajšan in to si je povzročil sam. Pogubljeni ne morejo videti Boga. Včasih slišimo, toda duše hudobnih bodo po smrti videle Boga, kakršen je. Kako bi ga potem lahko zavrnile, neskončno dobroto, ali ne vidijo Boga? Odgovor: ne. Pogubljeni po smrti ne vidijo Boga, kakršen je. Samo v blaženosti nebes lahko vidimo Boga, kakršen je, in to je nagrada in sreča izvoljenih. Ko storimo smrtni greh, kar pomeni, da damo prednost nečemu ustvarjenemu pred Bogom, povzročimo tudi, da se naša podoba, ki jo imamo v Bogu, spači. S tem namreč izjavimo, da Bog ni naše resnično dobro ali celo, da naše dobro ogroža. Grešnik si prisvoji lažno podobo Boga. Poglejte priliko o talentih. Dobri in zvesti služabniki so svoje talente pomnožili in v zameno prejeli nagrado. Hudobni služabnik pa je zakopal svoj talent in dejal: Gospodar, vedel sem, da si trd človek. Žanješ, kar nisi sejal, in zbiraš, kar nisi rasul. Zbal sem se in sem šel ter zakopal svoj talent v zemljo. Glej, tu imaš, kar je tvojega. Tako je hudobni spačil podobo Boga in zanikal njegovo neskončno dobroto in usmiljenje. Na ta način je sebe obsodil sam. Sveta Terezija, deteta Jezusa, je pogosto govorila o Božjem usmiljenju. Neka redovnica je na to pripomnila, da bi se vendar morala spominjati Božje pravičnosti. Terezija je odgovorila: sestra moja, če hočete pravičnost, boste imeli pravičnost. Vsakdo prejme od Boga tisto, kar od njega pričakuje. Zanašajmo se na Božje usmiljenje in bomo dosegli usmiljenje. Zanašati se na usmiljenje pomeni priznati svojo bedo. Žal mi je, zelo mi je žal. Pošteno in ponižno priznam, da sem storil nekaj slabega. Sprejmem Božje usmiljenje, ki me lahko preobrazi. S pomočjo njegove milosti se trudim, da bi spremenil svoje življenje, da bi iz njega nastalo tisto, kar Bog pričakuje od mene. Morda se ne čutim dovolj močnega, da bi se odpovedal zlu. Toda rotim Boga, naj mi pomaga, ker mi samemu ne bo uspelo.
Zaupam v njegovo pomoč. Resnica o peklu niti malo ne more prestrašiti in ohromiti mojega krščanstva. Ampak nasprotno vodi k ponižnosti in zaupanju v Boga. Samo če zavračam Božjo pomoč, se bom za vekomaj pogubil. Ker je tema zahtevna, bomo naslednjič odgovarjali na nekatera nasprotovanja tej verski resnici.